Moja zgodba. Dober večer in lepo pozdravljeni, spremljate oddajo Moja zgodba. V našem studiu spet pozdravljam, lahko rečem kar po dolgem času, sodelavko Študijskega centra za narodno spravo. Marta Keršič je z nami, dober večer. Dober večer. Tokrat ste nam prinesli pričevanje Ivka Spetiča, in sicer gre za kar dolgo pripoved, ki jo bomo slišali v 4 oddajah. Tako je. Kar v 4 oddajah bomo spremljali to bogato pot gospoda Ivka, in sicer bomo danes pa v naslednjih 3 oddajah spremljali njegovo življenjsko pot. To je bil mož mnogih talentov, srčnosti in topline, ki pri svojih častitljivih letih še vedno ohranja svežo misel in tekočo govorjeno besedo. Njegova življenjska pot se je začela leta 1931 v Ilirski Bistrici. Oče Ivan je bil rojen na Reki s slovenskima staršema, mama Zorka pa v Vremskem Britofu, v znani družini Magajna. Doma so imeli gostilno in manjšo trgovino z živili. Po poroki sta se starša posvetila gostinstvu. Prva 4 leta sta živela v najemniški hiši v Ilirski Bistrici, kjer se je rodil sin Ivko, nato pa sta ob glavni cesti proti Reki zgradila novo hišo. Družina se je povečala še za 2 otroka, hčerko in sina. Predana svojemu delu sta starša z gostilno in sobami za goste skrbela za družinsko blaginjo ter ustvarila topel in varen dom svoji družini. V času Ivkovega otroštva je bila Ilirska Bistrica pod oblastjo kraljevine Italije. Poslovno in gospodarsko življenje je bilo v rokah domačinov Slovencev, Italijani kot prišleki pa so prevzeli položaje v vojski, uradništvu in v šolstvu. Uradni jezik je bila italijanščina, zasebno življenje pa je potekalo v slovenščini. Prisluhnimo prvemu delu spominov Ivka Spetiča. Jaz sem Ivko Spetič iz Ilirske Bistrice, rojen 3.8.1931, tudi v Ilirski Bistrici, ampak ne v tej hiši, ampak v najemni hiši, ker takrat moja starša, ko sem bil rojen, nista še imela lastne hiše, ta je bila zgrajena leta 1935, tako da ko sem se vselil, oziroma ko sta se vselila z menoj, sem imel 4 leta. In od tistega časa se zelo malo spominjam, kako je hiša rabsla, so hodili gledati zidarje, kako delajo in to. Par takih bežnih spominov slikovnih imam, ampak to pač sem imel 2-3 leta, ne 4 leta, tako da je to šlo bolj mimo. No, moji starši so bili seveda slovenskega rodu, Oče sicer rojen v Reki, ampak slovenskih staršev. Mama mu je umrla že pri 3 letih, tako da je živel potem pri svojih sestrah, dokler se ni preselil k svojemu stricu v Ilirsko Bistrico, ki je imel, kot sem omenil, trgovino s prehrano. In v tej trgovini se je zaposlil kot vajenec in je potem postal trgovski pomočnik. Mama je bila pa iz Vremske doline, iz vasi Gornje Vreme, iz znane družine Magajna, in je tam za tiste čase imela kar dobro izobrazbo, je naredila 2 leti gospodarsko-gospodinske šole, 1 leto v Ljubljani, 1 leto pa na Koroškem, sedaj avstrijskem Koroškem. Sicer pa so imeli doma v Vremah tudi malo trgovinico s jestvinami in gostilno. Tako da je znala in nekaj o gostinstvu, je vedela in nekaj o trgovini. Oče pa itak sem jo omenil, je bil trgovski, se je izučil za trgovskega pomočnika.
To poudarjam zaradi tega, ker sta hotela na začetku, ko sta se poročila, odpreti trgovino s prehrano v Ilirski Bistrici. Ampak en čuden zakon, italijanski, je takrat zahteval soglasje obstoječih trgovcev. Obstoječi trgovci pa ga niso hoteli dati, ker so ustvarjali konkurenco si. Za gostinstvo pa ni bilo treba tega soglasja. In tako sta bila potem primorana opustiti misel na trgovino in so odprla v najemnih prostorih Strica, sicer v naši ulici, Bazoviški, takrat se je imenovala Via Fiume, ali Reška cesta, ker je cesta, ki vodi proti reki. In v tej, tam sem se rodil, in tam je ta prva gostilna mojih staršev tudi poslovala, dokler ni bila zgrajena ta stavba, v kateri sedaj sedimo. Moje bolj tako, bi rekli, spominsko življenje se je začelo s prvim razredom, lahko rečem, osnovne šole. Seveda italijanske. Potrebno je še nekaj reči, da v času Italije, ko sem se jaz rodil, je bila Ilirska Bistrica in vsa Primorska sta bila že 10 let v sestavi takratne kraljevine Italije, Regno d'Italia, kot so rekli Italijani. In ko sem se rodil, je bila že Italija dobro desetletje pri nas dobro usidrana. Ampak bi rekli, poslovno dejavnost, od industrije, trgovine, gostinstva, obrti, je bilo vse v rokah domačinov, Bistričanov. Italijani so bili prišleki, niso imeli nič. So bili seveda vojaki, karabinjeri, uradniki, učitelji, ampak kakšni gospodarstveniki. To je do konca njihove ere, do leta 1943, septembra 9., ko je Italija kapitulirala, se jih je par nabralo. Eno žago so odprli, tako moderno, električno, prejšnje so bile vodne venecijanke znane. Tako da lahko rečemo, da vse ostalo, dolga leta, je ostalo v domačih rokah. Primerjamo lahko dve stvari, oziroma dve jezikovni različici. Uradno je bilo vse v italijanščini. Od šole, uradov, ambulante, do, banke, občine in tako, je bilo vse v italijanščini. Vse ostalo, zasebno, je bilo v slovenščini. Mi smo lahko po slovensko govorili in v trgovini, in gostilnah, in po cestah, in tu pri nas ni bilo nobenega takšnega. Je znana, da naša provinca Reška je bila bistveno bolj tolerantna do naše domorodcev kot tržaška provinca, Pulska pa Goriška. Tam so tudi, ko je fašizem prevzel svojo oblast v Italiji, so tolpe fašistične razgrajale, razbijale šole, slovenske ustanove, kakršnekoli so že bile zadruge, hranilnice, posojilnice, in vse to je bila tarča tam. Pri nas ni bilo nobenih takih stvari, nobenega napada fašističnega. V Bistrici je deloval za časa Avstrije, so delovali Sokoli in Orli, obe športni organizaciji. In nekega dne, takrat tam po letu okrog leta 1920, po koncu Prve svetovne vojne, je nekega dne se pripeljala ena skupina mladih fašistov, reških, taka odrasla mularija, tam 19-20 in takih let, na enem tovornjačku, in se ustavili pred Sokolskim domom.
Tam je pa slučajno bil Sokol, ki seveda ni več deloval, ampak je bil še vedno v slovenskih rokah, ne, ni bil še nacionaliziran, spremenjen kaj drugega. Predsednik Sokolskega društva bistriškega in Viktor Tomšič, sicer je imel največjo lesno industrijo v Bistrici, tudi je bila ena največjih potem v Italiji, ne, kar je nadaljeval potem. On se takrat znašel in se postavil pred vrata doma, do glavnih vrat je nekaj stopnic, ne. In eden od teh je prvi, nekateri so imeli bejzbol palice, ne, da bodo razbijali stekla, karkoli bi dobili, ne, in tako. Eden od tistih je stekel gor proti njemu. On je bil pa tudi rokoborec in zelo močan človek, ga je zgrabil in mu je iztegnil tisto bejzbol palico in se postavil, je rekel, daj pa, pasta, zdaj se tudi jaz oborožen, daj to se bolj zmišljujem, nekaj bi vedel, kaj je rekel, ne. Ampak se nihče, čeprav jih je bilo kakšnih 10, se ni upal več gor do njega. In so pod stopnicami ga sramotili, kričali in to, in ko ste se naveličali, ste se naložili na tovornjak in odpeljali v Reko nazaj. No, to je bil takrat edini tak poskus, da bi nekaj v Bistrici fašisti uničili, ne, in razbili. A lahko še vprašam, ko ste rekli, da je vse javno življenje potekalo v italijanskem jeziku, kako pa je bilo s cerkvenim življenjem? Ja, v Bistrici so delovale 2 cerkve, ne, župnijska, Svetega Petra, in potem še druga, bi rekli, je bila kaplanija, ne, oziroma ni bila župniška cerkev, ne, je bila kot en del. In ta bistriška cerkev, ko rečem Svetega Jurija, so Italijani nekako za svoje vernike izbrali, ne. Ta župnijska, kot pravim, ne, tista se jo vidi, ne vem, če ste jo videli, ki je na hribu tam, nad Bistrico, ne. Se jo dobro vidi, no, iz glavne ceste, ko ste šli sem. Tam je bila pa slovensko, ne. Tam je bilo izključno vse v slovenščini, ne, nobene italijanske besede ne ste slišali. Celo pri Birmi, ko sem bil Birman, tudi jaz seveda, je prišel škop, smo spadali pod Reko, ne, mi provincija Reška, tudi v birskem smislu, ne, je prišel škop birmat, ne. In uvodni nagovor je prebral v slovenščini, ne, čeprav je bil Italijan, ne. Je kar kratek nagovor, ampak v slovenščini ga je prebral in potem se je odvila Birma, tako kot se pač odvija. Vsi obredi, tako rekoč, ne, v cerkvi, tej so bili slovenski, ne. Mi smo imeli tudi ves čas verouk v slovenščini, ne. Razen tega je pa v Bistrici tudi deloval in še vedno deluje, samo ima druge usmeritve, samostan de Notre Dame. In tam so one imele šole, ampak samo za dekleta, ne. Mi smo imeli posebej, samo za fantiče, ne, smo bili v osnovni šoli. Tam je bila pa osnovna šola, pa je bila gospodinjska šola, pa ona so rekli trgovski tečaj, ampak v bistvu je bila tako ena vrsta doletne komercialne šole, ne. Tako da so bile tri vrste šole, ne. No, in ne vem, katerem od teh ali vseh so imele tudi ves čas neko uro na teden v slovenščini. Ne, čeprav so štete tudi kot javne šole, ne, ampak z neko avtonomijo, ker so bile cerkvene, ne, niso bile državne, ne. In zato so tudi tolerirali kakšno slovensko molitve, kakšne besede, drugače pouk se je pa moral vršiti v italijanskem jeziku, tudi v samostanu, ne. Tako da se je tudi to razdelilo, bi rekli, ne. Prej ste še omenili očeta, mogoče spomin na njegovo služenje v prvi svetovni vojni. Prva svetovna vojna je bil
poklican kot 18-letni nabornik, dobil je desetnik, je postal, so takrat rekli, ne desetar, in je bil poslan na italijansko bojišče, in sicer del, ki meji na morje, ne. No, in tam je bil kot desetnik, torej to pomeni, da je imel 10 vojakov, ne, in so dobili nalogo, da uničijo nek bunker, ki je bil na enem gričku in je obvladoval celo okolico, ne. Zelo dober razgled, drugje je bila ravnina, tako da se skoraj nobeden ni mogel premakniti, ne, na avstrijski strani, da ni takoj zagrmelo po njemu, ne. No, je palo, da mora desetino, ki naj bi šla uničiti sposobiti ta bunker, padla na mojega očeta in njegovo desetino. No. Ampak o tem ni hotel nič kaj govoriti, ne. Povedal je pa mami in mama je meni enkrat povedala, ne, da so pač plazili skozi žične ovire in tam po trebuhu, da so prišli do bližine bunkerja in ga potem napadli naprej s ročnimi granatami, bombami, potem pa, bi rekli, jurišali na sam bunker in ga osvojili, ne. No, in zaradi tega oni sposobili, osvojili, da se je vselila potem avstrijska posadka tja in zaradi tega je dobil srebrno medaljo za pogum. Kot pravim, o drugih stvareh, od vojne pa ni pripovedoval, ne. In tudi to sem jaz slišal iz maminih ust, kar je njej povedal, ne. Tako da se ni rad spominjal vojne, no. No, to srebrno medaljo za pogum je pa izgubil, oziroma ne izgubil, torej iz svoje lastnine je izgubil, kot svojo lastnino, ampak ukradli so mi jo v gostilni, se pogovarjali avstrijski vojaki, stari, ne, kako je bilo, kje si bil ti in to, in je on omenil to svojo medaljo in so je bilo več tam teh ljudi, ki so se pogovarjali, je jo oče prinesel, ne. Je jo potem, ko so si jo ogledali, je jo dal na omaro ob šanku, kjer so bili kozarci in steklenice, jo tako dal, zvečer, ko je hotel vzeti, jo ni bilo več, ne. Eden jo je zmaknil in morda je v tisti hiši morda še zdaj imajo to medaljo ali pa so jo prodali, ker je bila srebrna in tako, kdo ve, kam je šla. Tako da ni. Se ni ohranila. Lahko se je ohranila, ampak ne v naši hiši, ne, v neki drugi, ne, v nekem drugem žepu, kjerkoli že. Spremljate oddajo Moja zgodba. Danes poslušamo spomine Ivka Spetiča, rojenega v Ilirski Bistrici. Marta Keršič, kje bomo nadaljevali? Kot sem povedala že v uvodu, je Ivko obiskoval osnovno šolo in ta je potekala v italijanskem jeziku. Nato se je vpisal v 1. razred nižje gimnazije, ki je bila prav tako italijanska in je nosila ime po znanem fašističnem pesniku Gabrielu D'Annunziu. V času 2. svetovne vojne so po kapitulaciji Italije vsi italijanski učitelji odšli. Šolanje je Ivko nadaljeval pri sestrah Notredamkah, ki so imele v Bistrici samostan. Sestre so leta 1943 v enem mesecu, to se pravi v zelo kratkem času, organizirale pouk v slovenščini za 4 smeri šolanja, ki so ga poleg deklet odtlej lahko obiskovali tudi fantje. V času, ko so bili Bistričani pod italijansko oblastjo,
Uradno ni obstajala nobena slovenska knjižnica, niti ni bilo slovenskih knjig. A vendar so se slovenske knjige na Primorskem tiskale vse do leta 1940. Knjige sta izdajali Mohorjeva družba v Trstu in v Gorici, kupil pa jih je lahko vsak. Pri Spetičevih doma so zato imeli bogato slovensko knjižnico. Pa poslušajmo drugi del spominov Ivka Spetiča. Ljubljanska šola je imela 5 razredov osnovne šole in s 6. letom smo začeli. Dobro se spominjam, kaj se je godilo na prvi dan, ko me je mama peljala v italijansko šolo. 6 let nisem si preveč predstavljal, kako in kaj bo. Slabo sem govoril italijansko, zaradi tega, ker v otroški vrtec nisem hodil. Sedaj vsi hodijo otroci v otroški vrtec, takrat pa ne, jih je zelo malo hodilo v otroške vrtce, tako da mi je malo to manjkalo v 1. razredu, ker oni otroci iz vrtca so znali že šteti do 100, pa abecedo so znali, pa so pisali že tiskano abecedo in take stvari. Tisti, ki nismo bili v vrtcu, vsega tega nismo znali. In oni so tudi malo boljše italijansko znali. Jaz sem dosti se navadil od italijanskih gostov. Pa ena družina je pri nas, oziroma 2 družine so pri nas stanovale. Mi smo bili v Protličju, na Tropju je bilo pa vse oddano. 2 stanovanji sta bili in 2 gostinski sobi za prenočišče, vsako po 2 postelji. No in ena družina je bila italijanska, ena družina oziroma samo mama in hči, sta bile pa iz Gorice italijanske, ki se so takrat preselila, bi rekli, bolj v slovensko okolje, v Bistrico. Jih je kar nekaj prišlo iz Gorice, tudi družina Maraš, ki je bila tudi znana slikarka potem, Maraževa, tudi, mislim, nagrajenka mene Prešernovega sklada, če se ne motim, je tudi bila iz teh priseljencev iz Goriškega, Vipavskega v Bistrico. Kot pravim, tukaj smo živeli po slovensko. Bistrica je bila že tako velika, ne bila v primerjavi z drugimi vasmi ali kraji, je bilo že par tisoč ljudi in je to že predstavljalo eno jezikovno tako moč, da vsak najde sogovornika, Slovenca, kadarkoli je hotel. Ja, moja šola se je začela s 6. letom in se spominjam tistega prvega dne. Mama me je peljala po naši ulici iz te hiše, in pri 3. hiši ob cesti od naše naprej sem slišal en grozen vik in krik. In tudi tam je bil moj letnik, en fantič. In ko pridemo vizavi te hiše, je bila ena smešna slika, ampak mene je pa prestrašila. Ta fantič se je držal z obemi rokami za vrata, tako zunanja. Z notranje strani ga je mama njegova hotela odtrgati in ga je porivala ven na dvorišče, zunaj pa njihova gospodinjska pomočnica, oni so imeli mesnico, ga je pa vlekla. Ampak on je tako grozno rjavel in tulil in pol, ko smo mama in jaz prišli vizavi in so rekla: "Vidiš, Ivkota, kako gre korajžno, nič se ne boji, ti pa tako tudi tuliš." In takrat je pogledal, da sem čisto normalen bil, jaz tisto torbo, oziroma nahrbtniček, smo imeli na rami, in se je takoj potolažil in je tudi potem njegova mama šla mirno z njim tudi v šolo. Osnovna šola moška je bila v sedanji Jurčičevi ulici in tam so nas razvrstili v razrede in mi smo dobili, še prvošolčki smo dobili tudi seveda učiteljico, Anita Dobrila se je imenovala. Učiteljica nas je imela 4 leta. V 5.
razredu smo pa dobili novo učiteljico, ona je bila pa premeščena v prvo vas tukaj proti reki v Koseze. Ta učiteljica Dobrila, Anita Dobrila, že priimek je slovanski, ne vem. In škof se je imenoval Dobrila v Istri. To izhaja, koren je dober, ne, iz dobrega, Dobrila. Seveda govorila je italijansko, ne, jasno, bila je na čez 30 let, črnolasa, visoka, taka lepa, postavna. In kot pravim, 4 leta smo z njo pač potem se šolali. In v vseh teh 4 letih se ne spomnim, da bi niti enkrat kot učiteljica proti nam, v razredu smo bili seveda velika večina Slovenci, ne, domačini, Italijančkov je bilo zelo malo, ne, od tistih prvih prišlekov in tako, ne. In pa še tisti so bili nekateri dvojezičnega zakona, da so znali nekaj slovenskega, pravi Italijani pa seveda ne, ampak jih je bilo za eno peščico, ne. Tako da smo mi jezikovno prevladovali, učila nas je, kot pravim, vse v italijanščini, v odmorom pa smo mi kričali in se lovili in igrali po slovensko, ne. Nikoli ni, da bi ona kaj zaničljivega rekla proti Slovencem, proti nam, pa se vidi, da niste Italijani, ne, da ste Slaviki, nič ne veste in ali kaj takšnega. Nikoli nismo kaj takšnega slišali, ne, od nje. Tako da na to učiteljico imam zelo lepe spomine. V 5. razredu smo pa dobili novo učiteljico, ta je bila pa naša Gorelist, ne, je končala iz okolice Bistrice, z ene vasi, je končala učiteljišče, seveda je govorila italijansko, učila italijansko, to je razumljivo, drugače ni mogla oziroma niti ni smela, ne. Je pa bila, po značaju je bila taka bolj ironična, posmehljiva, da nas še nismo kaj znali, ja, ti po italijansko seveda govorila, ti se kakšno tako besedo, no. Ni bila prijazna, nikoli se ni zasmejala, stroga, taka, je bila tako da, ko noč pa dan v primerjavi se s tako, bi rekli, s prejšnjo Dobrilo, ne. No, ma drugače, ni da bi bilo kakšna, tudi ona kakšna, bila toliko potujčena že, recimo, tam v učiteljišču italijanskem, da bi kaj proti Slovencem kaj rekla, zaničljivega ali kaj takšnega, to nismo nikoli slišali. Ko smo končali 5. razred, sem se vpisal v 1. razred nižje gimnazije. Je bila seveda italijanska. In sicer na današnjem, kot mi rečemo, na placu, je bil gasilski dom in gasilci so imeli samo spodnje prostore, to garažo pa to. Gornji prostori je pa bila 3-letna srednja šola, škola Media, so imenovali, je srednja šola, Gabriele D'Annunzio se imenovala. Gabriele D'Annunzio je bil pa znan fašist in znan italijanski pesnik. Je tudi prevod za časa menda še Jugoslaveca, njegovo pesniško zbirko eno prevedli v slovenščino, ne. Kot pesnik je bil dober, ampak je znan po temu, da je po 1. svetovni vojni so Reko proglasili kot odprto mesto, mednarodno pristanišče in da bo tako samostojna enklava v Italiji, ne. On je pa s svojimi fašisti vdrl, prevzel oblast v Reki, nobeden se ni uprl in tudi Reka je potem popolnoma prešla v italijanske roke, ne. Potem je on znan, da tu so mu dali tudi Conte di Montenevoso, ne. Snežnik so preimenovali v Montenevoso, to se pravi sneženi hrib, ne. In on je bil Conte, ne, kot nek plemič tega hriba. Ilirsko Bistrico pa so preimenovali v Villa del Nevoso, ne, mi bi rekli kraj pod Snežnikom ali nekaj takšnega, ne.
tako da je bilo Monte Nevoso in Villa del Nevoso, smo se mi imenovali, ne. No, da se vrnem v gimnazijska leta. Tam sem jaz dobil prvič klofuto od sošolca Italijana, ker sem govoril slovensko med odmorom. To je bil, ta sošolc se je imenoval Sergio Russo in je bil sin sekretarja politične stranke v Bistrici, ne. In je tudi sin seveda bil tak zelo velik Italijanaš ali fašist, bi rekli, ker je imel takega očeta. In to je bilo v enem odmoru, je bil ta Russo, ta Sergio Russo je bil, vsak dan je bil eden od nekako dežurni razreda, je skrbel za tablo, da čista, pa je šel po gobo, pa krede je prinesel, pa take stvari, pa tudi na tablo napisal tistega, ki je v odmorih razsajal ali ki je divjal in tako. In odmor je bil, jaz sem bil tukaj blizu table in katedra, kjer je tudi ta Russo bil, ker itak sem bil pri teh manjših, smo sedeli v prvi vrsti in zmeraj starejši oziroma ne starejši, večji, ne, po rasti, so bili pa v teh zadnjih klopeh, no. In jaz sem nekaj, pa oni v tem odmoru po slovensko si nekaj kričala, on je bil na koncu razreda, jaz tukaj pri tabli in ta Sergio Russo je to slišal in mi je dal eno klofuto in rekel, qui si parla italiano, ne, tu se govori italijansko, ne, to je bila stara, tista taka psovka, ne, qui si parla italiano, ne. Ne psovka, tako geslo v bistvu, ne. In kaj sem hotel, ko biti tiho, ne. Ne bi se imel kam pritožiti, kdo bi kaj bi povedal, da kaj sem govoril in da nisem to ubogal, da nisem to slišal, da se ne sme govoriti in tako sem požrl to klofuto. To klofuto sem videl še enkrat, ampak ne v šoli. Zdaj, to je bilo kasneje, morda sem takrat imel že kakšnih 12 let in sem bil zunaj, je bil en dopoldan, sem zunaj stal, lepo vreme je bilo lepo, ne vem, ali je bilo poletje ali kaj je že bilo. In precej ljudi, pivcev je bilo, eni so šli v gostilno, eni so odhajali, pa so se tam kaj pomenkovali in tako, ko se pogovarjajo. In je bila sobota. V sobotah so pa fašisti imeli take ene manevre, ene vaje, sabato fašista so rekli, ne, fašistična sobota. Tudi mi, otroci, smo morali, pa smo marširali in tako. Jaz nisem hodil, zato me je komisarjo, politiko klical na zagovor, smo šli z mamo, bom potem še morda to povedal. No, in zunaj je bil tudi dentist iz naše ulice, Konrad Pavšek se je imenoval, je tudi stal zunaj, je vsak dan prišel za malco ob 10. uri na eno osminko vina. In naenkrat so ljudje in tudi jaz zagledali, kako iz bivšega sokolskega doma, ne, ki je bil preimenovan v Casa del Fascio, ne, fašistična hiša, maršira ena skvadra, so rekli Italijani, neko ena četa fašistov. In prvi je nosil prapor, Gagliardetto so oni rekli, fašistični, in so marširali in tukaj na križišču zavili na cesto, ki vodi v Jasene. Vsi ljudje, ko so bili zunaj, ko so videli, da marširajo, so jo popihali nazaj v gostilno. Ta Pavšek je pa ostal tam. Je ostal pred hišo in gledal, kako marširajo. Kar naenkrat, ko so prišli vizavi njega, eden od fašistov skoči ven iz vrste, priteče do njega in mu da več eno ali dve klofute in zakričal Il Gagliardetto si saluta. Prapor se pozdravi, kadar gre ta prapor, ki ga je eden pred četo nosil. In je šel nazaj v vrsto in so odmarširali, kdo ve kam, ne. No, je ta Pavšek Konrad je prišel vsa rdeč noter v gostilno, ne. Mama je bila pri šanku, kuhenskem,
Je rekel, ste videli, gospa, kako me je odsvrkal? Ja, je rekla, pa ste videli, da so vsi ljudje prej, ko so zagledali fašiste, vsi jo popihali v dvorišča, samo vi ste ostal tam. Zakaj ne ste tudi vi šel proč? Ja, kaj bom jaz pred njimi bežal, kaj bo oni komandirali, ki sem jaz lahko. Ja, je rekla, zato ste pa dobil klofuto, ne, kaj, kako je, ne. Nimamo nobene moči, da bi karkoli se pritožili, komu se pritožiti. Seveda je to veljalo ne samo za Slovence, to je veljalo tudi za Italijane, ne, po celi Italiji so morali vsi pozdraviti, roko tako stegnjeno, ne. Nemci so tako pozdravili, Italijani pa tako, ne. No, in tako se je končalo ta klofuta, ki sem jo jaz dobil in ki je jo dobil dentist Pavšek, ne. Kakšnih drugih takih izgredov, kot sem že prej na začetku rekel, pa v naši provinciji ni bilo, razen tiste izjeme, ko so prišli z reke, da bi razbili verjetno Sokolski dom. Kam ste šli pa naprej v šolo? Potem je bila kapitulacija Italije, ne, 9. septembra 1943. leta in v trenutku italijanske šole ni bilo več. Vsi italijanski učitelji so odšli, ne, odšli v razne kraje iz Italije, od kamor so prišle, tudi naša Anita je šla, kasneje sem zvedel, ampak čez leta, da se je ustalila v Trstu. In skoraj je izgledalo, da ne bomo imeli nobene šole. Ampak prej sem omenil samostan de Notre Dame. In mame razne take bolj aktivne, seveda, so organizirale in šle v samostan in tudi k dekanu župnije za pomoč, ne, da je treba narediti, nadomestiti italijansko šolo s slovensko, ne, in da je to možno v samostanu, ne, ker so imeli, ja, ampak samostan je imel pa žensko, ne, je bil samo za ženske, no, in pol s pomočjo dekana in to, se so v samostanu dogovorili s sestrami in praktično v enem mesecu so sestre pripravile osnovno šolo, meščansko šolo in nižjo gimnazijo. 3 šole. To naj bi bilo še v letu 1943. 43, ja, tako. Konec septembra, do konca oktobra so že vsi tisti, ki so bili šoloobvezni. To ni bil en začetek tako uraden, ne. Ampak šola se odprla in potem smo capljali. Vsi niso niti vedeli, ne, so slišali še 14 dni, da je šola v samostanu, ne. In smo se zamudili. Se spomnim, sem prišel jaz pa en moj prijatelj tudi iz naše ulice, smo skupaj prišla, tudi z eno zamudo, morda kakšnih 8 dni, potem, ko so prvi učenci so se že šolali. In prvo stvar nas je takratna sestra, ki je učila slovenščino, vprašala, nam je dala eno šolsko knjigo, slovensko, še iz časa Avstrije so bile tiste knjige in to. In so rekli, naj prečitava, ne, tako da vidimo, kako znamo, ne. No, me je pohvalila, jaz sem zelo bral tudi italijansko in slovensko knjige, tako da sem kar dobro znal brati, ne, čeprav sem prvič stopil v slovensko šolsko klop, ne. Zdaj pri temu moram nekaj reči, ne, v zvezi s slovenskimi knjigami v času Italije. Uradno ni bilo nobene knjižnice slovenske, ne samo uradno, niti neuradno ni obstojala, nič. Ampak slovenske knjige pa so se na Primorskem tiskale do leta 1940. 1941 je začela vojna, zaradi tega je bilo 40. Imam jaz kar precej, kar en kup slovenskih knjig, slovenskih, ki so izhajale v času Italije in jih je izdajala Mohorjeva družba v Trstu in Gorici. In to je bilo uradno dovoljenje, to ne so bile skrivne knjige, so bile javne, ne. In smo tisti, ki je hotel, jih je kupoval, so se prodajale. Torej, Italija je dovoljevala te. Seveda, ker so se tiskale v Mohorjevi družbi, ker je to ena cerkvena ustanova bila, ne. Če bi kakšna privat družba bila, kakšen privatni
bi verjetno mu prepovedali. Ne morem soditi, ampak prej bi rekel, da bi mu prepovedali. Tu je bilo pa neka toleranca do slovenske cerkve, ne. Da tudi lahko tiska knjiga, da jo lahko prodaja in da jo lahko mi beremo, ne. In brat od mame, ki je pa bil v Ljubljani, zdravnik za časa po drugi svetovni vojni, ne, je tam doštudiral, je, se spomnim, enkrat poslal, tak paket je prišel, samih slovenskih knjig po pošti, ne. Otroških, ne, smo bili mi še otroci, vsi trije, ne. In smo po pošti dobili normalno, nobeden ne zavrgel, ali nismo imeli svojo, bi rekli, slovensko knjižnico. Pri nas ni bilo primera, da bi Italijani morda kakšno hišo vdrli, pa zažgali slovenske knjige, ne. To so počeli, kot sem že prej omenil, precej v Tržaški in Goriški provinciji, ne, in Puljski za Hrvaško Istro, ne, je bila. Tukaj tega ni bilo, nikoli se ni zgodilo, da bi kakšne knjige prepovedali. Prepovedale so bile že politične, ne, ker Italija je bila diktatura, fašistična, ne, diktature pa ne poznajo kot svoj sistem, ne, drugo je vse sovražno. Ampak to je veljalo za celo Italijo, ne samo za nas, ne. Mi nismo bili izjema. Vsi zakoni, ki so bili sprejeti, so veljali tudi za nas, ne. Za Italijane je bilo to normalno, ne, ker je bil italijanski zakon v italijanščini, ki so kakor toliko poznali, za nas pa ni bilo normalno, ne, ker zakonodaje nismo poznali, prej je bila avstrijskost, je bilo drugače urejeno, ne, kot je italijansko. Tako da kakšnih pogromov proti slovenski knjigi ni bilo nikjer, ne. Govorim vedno o provincia di Fiume, za Reško provinco, ne. Smo bili samozavestni, ne. No, vasi pa so imele to prednost, da niso vsak dan, da so pač orali po slovensko, sadili krompir in to Italijane pa ni motilo, ne. Tako. Tako, to je bil še drugi del spominov Ivka Spetiča, ki nas je skozi otroška in šolska leta popeljal v čase, ko je bila Ilirska Bistrica njegov rojstni kraj pod italijansko oblastjo. Slišali pa smo, kako je kljub poitalijančevanju bilo slovensko kulturno življenje močno in ustvarjalno in v takem večkulturnem okolju je odraščal Ivko Spetič. Ja, hvala lepa, Marta Keršič, da ste nam to pričevanje prinesli. Nadaljevali bomo prihodnji teden. Tako je, lepo vas vabimo, da nas spremljate tudi v naslednjih oddajah, v kateri bomo odstirali življenjsko pot Ivka Spetiča in ga spoznali tudi kot pravnika, pesnika in kulturnega ustvarjalca. Naj povem, da sta oddajo pripravili Marta Keršič, vsebinsko in tehnično Mirjam Dujo Jurjevčič, uredil sem jo Jože Bartol, tehnična izvedba pa je bila v rokah Boštjana Smoleta. Hvala za pozornost, lep večer še naprej, slišimo pa se v moji zgodbi spet prihodnjo nedeljo. Lahko noč. Lahko noč.